Dragi svojci, dragi prijatelji in znanci, bratje in sestre v Kristusu, obhajamo drugo nedeljo po Božiču, ko se še spominjamo Jezusovega učlovečenja, ko duhovno podoživljamo ta pomembni praznik našega odrešenja. Kajti Jezus Kristus je učlovečil in postal beseda, meso prav za nas, zato da bi mi nekoč lahko prišli k Bogu in postali Božji. In prav danes, na to nedeljo, se poslavljamo od našega rajnega očeta Mirka. Vedno znova čutimo nemir, ko se soočamo s smrtjo. Ali bolje rečeno, čutimo nemoč prav v smrti naših bližnjih, prijateljev in znancev, ko tudi sami vemo, da bo prišel trenutek, ko se bomo sami ločili od tega sveta in z Božjo pomočjo, z našim človeškim prizadevanjem prišli v Božje kraljestvo. Zato si skušamo medsebojno pomagati z mnogimi pogovori, tolažbami, odgovori in najrazličnejšimi vprašanji. Med drugimi si zastavljamo gotovo tudi naslednje vprašanje. Oče, Mirko je umrl. Kaj to pomeni? Živel je, da je umrl. Ali pomeni, da je umrl zato, da bi živel? Ali pomeni, njegovo življenje je končano? Ali njegovo življenje se je pravkar začelo? Vsa ta in še mnoga druga vprašanja, bratje in sestre, se vedno znova porajajo ob slovesu, ko naše rajne priporočamo Gospodu, ker vemo, da se to bežno življenje nikoli ne more ustaviti v niču in resnično končati, kajti človek je ustvarjen za nekaj višjega, nekaj veliko bolj neizmernega. Kaj se je pravzaprav zgodilo z našim rajnim očetom? Na to vprašanje, dragi bratje in sestre, odgovarja sam Jezus Kristus. Ta večna beseda, ki je postala meso, o čemer smo danes razmišljali o Evangeliju. Prišel je zato, da bi ga sprejeli, da bi se srečali osebno z njim, da bi tudi sami imeli življenje. Dejal je namreč, da se človek pri svojem umiranju ne srečuje s smrtjo, ampak živim Bogom. Z Bogom, ki je Bog živih in nemrtvih, kajti Kristus pravi, kdor vame veruje, bo živel, če tudi umrje. Pravo vprašanje, ki nam ne da miru, pa je povsem drugačno. V kaj smo pravzaprav zaverovani v tem življenju? Kaj se zgodi z nami, ko potrka na naša srca sestra smrt, kakor jo imenuje sveti Frančišek Asiški? Kaj in kdo nas bo pričakal onstra meje med življenjem in smrtjo, tam na oni drugi strani, kjer ni več mogoče sprenevedanje? Na to vprašanje vam bi rad s človeškimi besedami odgovoril z naslednjo zgodbo. Pogosto takšne povedo veliko več kot razumno modrovanje, katero ne pride do konca smrti, ker je človek ustvarjen za več kakor smrt. Nekoč je smrt prestopila breg reke, ki je ločeval onstran zemljo. Tam je živel mlad pastir, ki je pasal jato belih gusi. Vse njegovo edino bogatstvo so bili srajca, hlače, par zimskih čevljev, topla kapa in piščal, na katero je vedno z veseljem igral. In bil je srečen v tej ponižnosti in tej revščini. Lahko bi rekli podobno, kakor večerovski pastiri. Hej, pastir, veš, kdo sem jaz, da je vprašala smrt? Odgovoril je, zelo dobro vem. Ti si sestra smrt, je pogumno odgovoril. Večkrat sem te videl, ko si se sprehajala po bregu na drugi strani reke. In veš, da sem zato tukaj, da te danes vzamem seboj na to drugo stran, bo je odgovorila. Vem, je tudi sam pogumno odgovoril. In nič se tega ne bojiš nadaljevala. Zakaj bi se vendar bal? Vedno sem gledal čez stran na drugo stran, zato dobro vem, kako je na oni drugi strani.
in ko mu je smrt položila roko na ramo in mu je rekla, pridi grem, pojdi z menoj, je ta pastir brez oklevanja vstal, kot da se ni zgodilo nič posebnega, kajti dežela, v katero je odhajal, mu ni bila tuja. Melodije, ki jih je izvabljal iz svoje piščali, so prispele tja čez reko in ga pričakale kot prijetna dobrodošlica. In bil je zadovoljen, da ni prišel v tujo deželo. In tukaj se zgodba konča. Dragi bratje in sestre, tudi mi na tem svetu živimo v neki deželi, ki ni večna in stalna, in se oziramo proti oni drugi deželi, ki nam jo je Bog obljubil, če mu bomo sledili. In prav zato se je za nas učlovečil in postal človek, da nas bi smrtjo na križu in svojim stajenjem odrešil. In to je, bratje in sestre, velikonočna vera, to je tisto, za kar je Jezus Kristus v resnici prišel na ta svet, da je postal človek, ki je lahko človeka odrešil. Zato nas Evangelij in Sveta Cerkev vedno znova spodbujata, da se je potrebno smrtjo spoprijeti in ji pogumno pogledati v oči, ko pride takšen čas. Seveda je to lahko govoriti, a vera nam daje moč, da slutimo temu in pritrdimo to v našem resničnem življenju. Kajti naše življenje se spremeni, ko se spremeni naše gledanje na življenje in smrt. Takrat v smrti naših bližnjih mnoge drobne stvari, ki so bile za nas bistvenega pomena in nismo mogli živeti brez njih, izgubijo svojo resnično vrednost in postanejo nepomembne. Ali kakor je nekoč dejal sveti apostol Pavel, smet. Na koncu so pomembne le tiste stvari, ki so povezane z resnično ljubeznijo, to je z vsem tistim, kar delamo srcem. Kajti Sveto pismo pravi, da je ljubezen, kar je storjeno v ljubezni, to resnično ostane in to je tudi temelj, na katerem gradimo naše življenje. Zgodba, ki sem jo prebral, bratje in sestre, pravi, da bo melodije, ki smo jih igrali v svojem življenju, veter ponesel na drugo stran reke in nas bodo pričakale kot dobrodošlica v drugem svetu, o katerem vemo iz Božje besede in slutimo. In končno za ta svet, ki je večnost, tudi že živimo tukaj in sedaj v tem minljivem svetu. In tukaj imamo poroštvo večnosti, kar bi z drugimi besedami pomenilo, da imamo naš temelj in resnično svobodo. Predvsem pa upanje, da Gospod, kar govori, drži in je resnica. Ravno v teh trenutkih smrti, ki pomenijo za človeka največjo temo, lahko resnično zašije žarek Božje milosti, v katerem lahko veren človek spozna. Kakor je smrt ugasnila luč življenja, tako mi v tej zemlji, temni noči zemlje, Jezus Kristus prihaja meni naproti in mi prižiga luč vere in upanja. In to je tisto, kar nam danes pregovori Božja beseda, kajti Gospod je prišel v svojo lastnino, tukaj na zemljo, a ga tisti, ki so bili tu, niso sprejeli. Toda onim, ki so ga sprejeli, je dal možnost, da postanejo otroci luči, torej bratje in sestre v Kristusu. In to izpovedujemo vsakič, ko izpovedujemo vero v trojedinega Boga. Vero v naše resnično tuzemelsko življenje, še bolj pa vero v ono življenje, ki bo po smrti, ki je temelj vsega tega, za kar v tem življenju človek prihaja pred Gospoda, ga prosi in se tudi prizadeva. Danes ob slovesu je prav, da so vsi tako domači, prijatelji in znanci, vsi, ki ste bili tako ali drugače povezani s pokojnim očetom, zahvalite Gospodu za dar njegovega dolgega življenja na vseh področjih. Hkrati pa mu tudi odpustite, če kaj v odnosu do njega ni bilo dobro. On je to že gotovo storil. V imenu župnije se mu zahvaljujem za vse, kar je storil, za to cerkev, za ta kraj, za vsa njegova prizadevanja, za vse lepo in dobro. Popotniku je za cilj tisto,
zaradi česar se odpravlja na pot. Zato je pravemu in resničnemu kristijanu, dragi bratje in sestre, ta svet ravna ali ovinkasta pot k cilju, to je večnost z Gospodom v nebeškem kraljestvu. Čeprav smo danes žalostni, je to čisto človeško razumljivo in čutimo izgubo, naše srce ni strto, ker vemo, da se bomo pri Bogu nekoč znova srečali. Dragi bratje in sestre, to naj bo naša popotnica danes, naša resnična vera, ki naj se kaže tudi v našem življenju. Zato, spoštovani rajni oče Mirko, počivaj v miru Božjega srca, ki je naše resnično vstajenje in življenje. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh binih in stvari, enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z očeta raja pred vsemi veki in je Bog od Boga, ključ od duši, pravi Bog od pravega Boga, rojenega stvarjenja, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije Sebe in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v stavi zodi živega mrtvega in je njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki vstaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznalo me krst v odpuščanju grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, iz svoje neskončne ljubezni, s katero nas ljubi, je Bog poslal na svet svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa, da bi nas odrešil. Hvaležnega torej danes smemo zaupno prositi. Prosimo te za svetega očeta Frančiška, našega škofa in duhovnike, varuj jih in podpiraj s svojo milostjo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za državne voditelje, naj nam pošteno in pravično vladajo. Prosimo te, usliši nas. Določi vsi, naj bomo po Jezusu Kristusu, tvoji posinovljeni otroci. Prosimo te, naj žarevamo veselje Božjega otroštva. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, naj v bolnih bratih in sestrah odkrivamo Tebe, ki nas v njih pričakuješ. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse, ki trpijo, naj jih krepi Kristusovo moč, da bodo s svojim življenjem priče Tvoje navzočnosti. Prosimo te, usliši nas. Tvoj sin je luč, ki razsvetljuje temo. Naj naši rani bratje in sestre, zlasti pokojni Mirko, uživajo neminljivo svetlobo v občestvu z Jezusom. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, Tvoj sin Jezus Kristus je postal naš brat, ko je po svetem duhu postal človek in se naselil med nami. Prosimo te, usliši naše izrečene, pa tudi neizrečene prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.